Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Na posnetku ste videli severnokorejske navijačice, ki so takole bodrile skupno severno-južnokorejsko žensko hokejsko ekipo na njeni prvi tekmi na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Pojavljajo se že ideje, da bi tej skupni ekipi podelili Nobelovo nagrado za mir. Ob teh idejah in gledanju teh posnetkov pa nikakor ne smemo pozabiti na žalostno dejstvo, da so navijačice in igralke iz Severne Koreje talke enega najbolj krutih in nedemokratičnih režimov na svetu. Vi pa gledate oddajo VV Faktor. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali degenerirana umetnost, Prešernov dan, praznik kulture ali praznik nekulture. Je slovenska kultura sploh še kulturna? V zadnjem delu oddaje pa Slovenija, Francija 1:1. Slovenskim košarkaricam je uspelo sneti skalp Francozinjam, celjski rokometaši pa so bili žal neuspešni proti milijonarjem iz Pariza. Pes, zastava, dve čarovnici in degenerirana umetnost. Tako je svoj komentar ob letošnjem 8. februarju prazniku kulture naslovil Dejan Steinbuch na portalu Plus. Je slovenska kultura sploh še kulturna in ali je Prešernov dan praznik kulture ali nekulture, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Andrejo Jernejčič in magistrom Bernardom Brščičem. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Dobar večer. Andreja, Bernard, na fotografiji vidimo vseh 8 letošnjih Prešernovih nagrajencev. Kateri se recimo vama dvema zdi, da izstopa ali pa katerega bi vidva pač izbrala med temi 8? Andreja, boš ti začela? Jaz ne bi nobenega posebej izbrala, ker nisem dovolj strokovna in to prepuščam komisiji, ki se je tako odločila in pogledala dosežke. Tako da čestitke vsem. Ok. Kaj praviš ti, Bernard? Jaz ne bom odgovora zastavil katefatično, ampak apofatično, se pravi tistega, ki ga črtim. In tu sta najmanj dve osebi, ki sta pri meni vzbudili najvišjo stopnjo ogorčenja, osuplosti. Praktično je po mojem primeru zaradi podelitve dveh nagrad Prešernovega sklada. Tu bi izpostavil nagrado dramaturginji Simoni Semenič in pa multimedijski umetnici Maji Smrekar. Prišlo po mojem do škandala, ki ga ne pomnim v zadnjih 18 letih. Vse od podelitve oziroma zavrnitve Prešernove velike nagrade strani naše velike pesnice Svetlane Makarovič, ko je zavrnila nagrado zaradi hkratne podelitve patru Marku Ivanu Rupniku. Hkrati pa ni zavrnila izjemne pokojnine. No, tokrat je prišlo do škandala zaradi tega, ker gre za dve umetnici v narekovajih, ki sta se izkazali z zelo spornimi dejanji. Pri Simoni Semenič bi izpostavil... Ja, se v tem bomo, prosti Bernard, bomo še kasneje v tem govorili. Če te prav razumem, v bistvu ta podelitev ali pa ta naš praznik nikoli ne razočara, ne? Zdi se res tako, da gre za škandalov polno prireditev, ali je sama prireditev tako hermetična, da je negledljiva, ali so sporni nagrajenci, ampak kot rečeno, tako spornih kot letošnji pa ne pomnim pravzaprav. No? Predlagam, preden nadaljujemo, da si pogledamo nekaj utrinkov iz letošnjega kulturnega praznika. Kot umetnost, ki ni omejena z besedo, sega dlje ne samo na fizičnem, ampak tudi na evropskem, svetovnem in metafizičnem nivoju in se dotika globoko, globoko ljudi. Ne samo, da smo športniki, mi smo ekstremni športniki z enormno dozo odgovornosti in posvečenosti in imamo svoje poslanstvo. Moja etična dolžnost je, da naslavljam sodobne družbene problematike. Spet po drugi strani je pa tako, da je umetnost nad etiko in moralo, za kar seveda obstaja določena cena, ki sem jo kot umetnica
pripravljena plačati. Pojavljajo se očitki, da ne skrbite za umetnost. Kako odgovarjate na njih? Ja, zdaj ne vem, kakšno je izhodišče, ne? Jaz bi vendarle izpostavil to, ne, da je proporcionalno gledano obseg kulture v Sloveniji praktično večji, kot je v večini, če ne skoraj v vseh evropskih državah. Zdaj, predno gremo na ti dve nagrajenki, ki sta najbolj zbudili nek negativen odziv javnosti, prevladujoč negativen odziv. Kako se vam zdi to izvajanje kulturnega ministra? Jaz moram reči, da nekaj tako traglavega že dolgo časa nisem videl. A je minister Peršak, minister za kulturo, poosebljenje trenutnega stanja slovenske kulture? Dejansko ima človek karizmo mokre cunje. Ko poslušaš tega človeka, zaspiš, se pravi, ne zna artikulirati misli, dolgočasen, nepopisno, in zdi se, da je takšna tudi slovenska kultura, se pravi, kakršen minister, takšna kultura. Andreja, kaj ti praviš? Jaz bi tukaj še dodala, da prej, ko smo omenjali, da gre za eksces v bistvu na tej podelitvi, se spominjam leta 2002, to se pravi, imamo 16 let nazaj, ko je na zelo priznani umetnik, skladatelj Vinko Globokar prejel Prešernovo nagrado, je potem imel en nastop z Rogom, takim zelo dolgim. In takrat je bilo tudi zgražanje marsikoga nad umetnostjo. Tako da ne, da bi zagovarjala te dejanja, ampak bi vsem rekla, da bi pustila določena dejanja in določenim umetnikom svojo svobodo in ne bi šla tako obsojati. Jaz nisem dovolj strokovna, da lahko rečem, kaj je tisto pravo, kaj ne. Prepričana sem, da vse neko strokovno skupino in strokovnjake imamo, ki vejo na podlagi česa in kaj so se odločili, in ne gre zgolj, ko so podelili te nagrade ali pa izbrali nagrajence, ne gre zgolj za eno delo, ampak opus določenih del in dejanj, ki jih posamezniki izvršijo. Tako da tukaj bi jaz pustila svobodo, kreativnost. Mogoče je bolj šokantno, zaradi česar se javnost zdaj najbolj zgraža, o čemer se najbolj govori, da gre za predrznost in posameznike, ki želijo iti na to, kako tudi stopati, za kar tudi potrebuješ imeti pogum. Tukaj ne ocenjujem zdaj, ali je meni ta umetnost všeč, ali se z njo strinjam. Kajti mislim, da gre tukaj za eno drugo ločnico. Mi bi radi videli, da je vsa umetnost, ki jo vidimo, lepa, da je estetska, da se prodaja, da napolne dvorane. In bi dali to kot kriterij. Vsem pa gledam po drugi strani, da mogoče pustimo posameznikom svobodo in neko kreativnost, ker iz tega se tudi lahko razvije. Jaz se spomnim, takrat so se z Vinkom Globokarjem pogovarjala, ker pa živiva v istem kraju, oziroma on je v Parizu, ampak sva sovaščana drugače. In je rekel, itak me slovenska kultura ne razume. In on je, če pogledamo največje enciklopedije in kdo on je v svetovnem merilu, na zelo visoki poziciji. Vedno pa vsi nisi, ampak zakaj? Ravno zato, ker si upa doseže določene stvari. Ne vem, je vzel... Se to me je zanimalo, ne? Zdaj, kako je zdaj s tem? A more zdaj ta kulturni praznik, Prešernov dan, a morajo te nagrade, morajo zbujati neke pozitivne občutke v širši javnosti, morajo biti z aplavzom sprejete, ali ni nujno? Za koga je zdaj v bistvu so te nagrade? Kaj pomenijo ta priznanja? Kdo recimo jih potem se mora do njih opredeliti? Neka splošna javnost ali zelo ozka neka strokovna javnost ali kdo tretji? Poglej, gre za državne nagrade, se pravi, podeljuje jih Republika Slovenija. Gotovo morajo biti tudi strokovno utemeljene. Ampak daleč od tega, da bi morali nagrajevati zgolj hermetične umetnike, naj se navežem na vprašanje gospoda Globokarja. Gospod Globokar je izjemno neposlušljiv skladatelj, lahko ti kot dolgoletni abonent Slovenske filharmonije zagotovim, da nekajkrat, ko so bile na sporedu njegove skladbe, sem pri svojih soposlušalcih zaznal veliko neodobravanje, ker gre za netonalno glasbo, ki ni poslušljiva. Res je sicer, da gre za skladatelja, ki je
v Franciji naredil veliko kariero, a to ne spremeni dejstva, da gre za neposlušljivega skladatelja in čim vidim na sporedu Vinka Globokarja, Maksa Strmčnika, Uroša Rojka, se samo pribam za glavo in se vprašam, ali Slovenska filharmonija želi, da bi mladi poslušalci ali pa normalni poslušalci, ki hodimo na koncerte po stik z absolutnim, da bi še to polovico prazno dvorano Galusovo pravzaprav nagnali ven, se potem človek vpraša, kaj je smisel umetnosti. No, vse to me zanima. Vprosti, Andreja, boš lahko takoj nadaljevala, samo dodam še pod vprašanje. A si zdaj, gospod Globokar, si on zasluži zdaj potem to Prešernovo nagrado ali si je ne potem takem? Poglej, v ozkem področju atonalne serialne glasbe je gotovo ime, če je to zate Arnold Schoenberg referenca, zame ni. Jaz moram reči, da sem tudi glasbeno izrazito konzervativen poslušalec in praktično vidim, da je celotna glasba 20. stoletja izterila v smeri Weberna in Schoenberga, ampak ne oporekam same podelitve nagrade, oporekam samo programiranje Slovenske filharmonije. Prosim, ne Vinka Globokarja. Evo, poziv Bernarda oddaje. Izvoli, Andreja, izvoli. Jaz pa recimo, če pogledam, kaj sem si v mojih 15 letih nazaj zapomnila, sem si njegovo predstavo zelo, pa ne zato, ker je spozavno šel v vodo in igral. Pač vsak od nas ima svoj okus, svoje poglede in meni je všeč, če je drugačna, kreativna, izvirna. In razumem, jaz tudi osebno sem v enih pogledih konzervativna lahko v glasbi, ampak vseeno dopuščam pa ravno to izvirnost, drugačnost, poskuse in tako naprej. Tukaj sicer presežejo na višji ravni. In mogoče si rečem, če včasih osebno kaj ne razumem, to ne pomeni, da je slabo ali pa tako naprej. In če bomo vedno samo omejili, kar je samo gledljivo ali pa kar samo zapolne dvorano, mislim, da to vse ni merilo. To, če imamo pol dvorane polne, pomeni, da polovici od tej osebi je pa še vedno bilo všeč. To pomeni, tista polovica ne bi smela obstajati, za njih to sploh ne bi smelo biti. Tukaj bi vsem rekla, da dopušča možnost. Je kultura, ki je, ali pa del kulturnega programa, ki je mogoče manj priljubljen, manj zaznan, ampak to pa ni tisto, da zaradi tega ne bi smel obstajati ali pa ga spodbujati in naprej razvijati. In razumem, da imamo zelo ločeno, sploh v glasbenem področju so zelo razpredelčkani, kater je ta prav, kater kam sodi, ampak vseeno, tudi če nekdo manjšini ali pa bolj izveren, bi jaz pustila mu svobodo in kreativnost. A pa najdemo med temi letošnjimi 8 nagrajenci potem koga, ki pa je, da tako rečemo v narekovajih mainstream, predstavnik neke mainstream kulture na svojem področju? Ali gre to za zelo, bi rekel, take oske, bolj butične segmente? Glej, Boris Anova gotovo je uveljavljeno pesniško ime, tudi nagrada za ep Vrata ne povratajo razumem v smislu te reafirmacije oziroma pravzaprav uveljavitve slovenskega epa. Gre za gotovo nek kulturni dosežek, ampak zdi se mi, da se tu nagrajuje ekscese, da praktično celotna umetnost 20. stoletja je od leta 1917 s tistim slovitim Duchampovim pisoarjem, s katerim, ready-madeom, s katerim je vznemeril pravzaprav likovno oziroma umetniško sceno v New Yorku, popolnoma izterilo. Poglej, umetnost do 20. stoletja je bila povezana z dvema stvarema, stremljenju dobremu in stremljenju lepemu. Se pravi, da je imela in etično in estetsko dimenzijo. Medtem ko je v 20. stoletju v bistvu prišlo do reinterpretacije, kaj je umetnost, a veš, da je umetnost tisto, kar umetnik v narekovaju reče, da je umetnost. Jaz moram priznati, da na ta relativizem estetski in etični ne pristajam. Ni res, da vsak drekač, ki se iztrebi in ta svoj iztrebek potem zapakira v konzervo, kot je recimo znani konceptualni umetnik Manzoni,
da je to umetnost. Jaz osebno mislim, da tudi Duchampov pisoar ni umetnost, ampak eno navadno sranje. Ni vse umetnost, kar nekdo reče, da je umetnost. Točno tako, obstajajo absolutni kriteriji, kaj se pravi stremljenje k lepemu in dobremu. V redu, mislim, da smo se kar ugreli po malo bolj počasnem začetku. Se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali debato o slovenski kulturi.